Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Dober večer, spoštovane in cenjeni. Najprej v začetku odgovorim Ani, ki me provocira po Twitterju, če sem v pajkicah. Ne, Ana, nisem v pajkicah. Čist navadne modre kavbojke imam. So pa tema danes pajkice in bicepsi. Ne se ustrašiti, ne zbežati. Najprej uradni pozdrav. Lepo pozdravljeni Mati, Zinka, konziljere, Prerok, Štefan, Srečko, Janez, Maži, Ismet, Melita in ostala elita. Pojma nimam, odkot se je v tale uvod, a se kdo sploh spominja, prikradla Melita, ampak mogoče samo zato, ker se fino rima na elita. Skratka, lepo pozdravljeni. Danes je, a vam povem, en trač. Pneumatskega polboga Cireja je v križ usekalo. In se doma menda hladi in vibrira z nekimi elektronskimi pripravami, tako da če nas poslušaš, dragi Ambrož, hitro se zrihtaj. Na poziciji vumbacitelja je danes Matic, številka je kot vedno 01475 2202, jasno. Lojtra, toplovod, če twitate, pozdravljam seveda tudi vse običajne smrtnike in smrtnice pred sprejemniki s klasičnimi ali pa modernimi telefoni v rokah, ki se še ne boste po tej inkarnaciji izvili kolesju življenja, ker ste pač navadne smrtnice in smrtniki. Smo pa danes končno spet ob spodobni uri, torej ob 9 oziroma 21. Danes za spremembo, da se malce izvijemo tej sovražni in svetobolni klimi vojna in evropskih volitev, dajmo se soočiti z enim vidikom naše biti, ki sploh v teh pomladnih dneh ni nepomemben: seksualnost. Danes skratka ne bomo o politiki, o volitvah, o vojni, ampak o nekem drugem človeškem nagonu, ki se mu reče ena čisto navadna pohota, seksualnost in torej nje kulturne pojavne oblike. Pravzaprav danes govorimo nekako o medijski redukciji človeškega bitja na seksualni objekt, na bicepse in rit. Na Twitterju sem pravzaprav deponiral dve vprašanji, in sicer začel sem s tem, ali so punce v marketingu in popkulturi še vedno večkrat reducirane na spolni objekt kot fantje, in nadaljeval z je napenjanje golih moških bicepsov in ženskih gluteusov v pajkicah na Instagramu ista pašta. Oziroma kako naj v korektnem letu 2022 ob vseh gibanjih, ki smo jim priča in ki spet mečejo luč, osvetljujejo našo dvoličnost, kako naj gledamo na marketinško in popkulturno seksualnost ženskih pajkic in moških mišic. A je razlika med spoloma, kdaj smo dvolični in tako naprej. Skratka, v uvodu sem rekel človeško bitje, da ne delam razlike med spoloma, ker bi bilo fajn, da mi vi poveste, oziroma da mi vi poveste in da mi vi nekako, kako bi to formuliral, da bi pa le dobil dva spola iz tega stavka, da bi mi vi povedali in da bi mi vi povedali, kakšna je razlika, če se na Instagramu ali po reklami napenja zadnjica ženske influencerke ali pa moškega influencerja mišice. Skratka, marketinški in popkulturni oziroma kar kulturni kontekst seksualnosti in nekako današnja tema, ker je pomlad in ker je svet ob tem, da je na eni strani vedno bolj mitu korekten, v resnici vedno večji pornič, ne? Kako naj torej spodoben človek novega tisočletja konzumira vsebine, ki namegujejo oziroma napeljujejo na seks, in teh ni malo, ne? Tudi, ne vem, ali me daje pomlad, ampak tudi v predvolilni propagandi je bilo slutiti kanček tega, da o družbenih omrežjih ne govorimo. Instagram je poln tega, da o marketingu ne govorimo, ki je prepoln prečudovitih primerov, in pa seveda na koncu je tukaj še popkultura ali pa na začetku. Kak je odnos družbe vas do popkulturne in marketinške seksualnosti? Kdaj smo dvolični? A se vam sploh zdi, da smo kdaj? Kje so meje? Zakaj so recimo profili Instagram
instagramičnih influencerk v letu 2022, ko nam je vsem jasno, da ne smemo en drugega gledati na tak način in se reducirati na spolni objekt, ker ni spodobno, zakaj to zgleda pretežno kot en pornič ali pa ena vsebina za netenje nekih reproduktivnih nagonov? Žal mi je, ampak tako se počutim. Zakaj ima državna prvakinja v gorskem kolesarstvu 915 sledilcev XY gorsko-kolesarska influencerka iz Črnuč, ki je pa ves čas v pajkicah razguzena, ne, na gorskem kolesu, pa 33 000. Verjetno gre enako tipom, ki jih moje oči žal ne vidijo na podoben način. Zatorej vas vabim, da mi vi poveste. 01475 2202. Malo je šizofrena ta situacija, je pa to relativno resno vprašanje. Danes zjutraj, ne škoda, ker nismo televizija, da bi vam to pokazal, mi je moj sodelavec, jutranji tonski inženir Maci, na YouTubeu pokazal spot neke mlade španske zvezdnice. Skratka, da opišem, ne, tam se neke punce v nekem girl power kontekstu v tangicah in pajkicah in mrežastih nogavicah razprčujejo po motociklih, se vozijo po zadnjem kolesu, skratka motocikli ob tem erektirajo, ko na nje sedajo čvrste rite komaj 20 let. Jaz sem se ob ogledu, moram vam priznati, jaz upam, da so punce polnoletne, počutil kot en navaden pedofil. Seveda je pomladno zagomazelo, Bog pomagaj, tako smo ustvarjeni. Ne razum pa je rekel, da je to, da se en prileten dedec slini ob mladih gluteusih, ena čist navadna packarija. Ne, včasih gibanja mitu, včasih korektnosti, včasih popolne opolnomočenosti je tak pogled na rit dekleta, ki ne mara, sploh nima 20 let, popolna redukcija osebe na seksualen objekt. Ali pa česa nisem dojel. Kaj pa če je glava, ki je pripadala tisti riti, ki je bila odeta v bele mrežaste nogavice, v resnici glava ene hude strojne inženirke, s katero bi se lahko pogovarjal o ciklistiki dirkalnih motorjev, v resnici sem videl pa samo rit. Ne? Kaj pa če je bila tista druga, res mila in globoka oseba, s katero bi lahko postala prijatelja? A mi sledite, a razumete, o čem govorim in kam merim, ne? Zakaj vse mule nažigajo tiste selfije s pokonci postavljeno zadnico na Instagramu? Ne? Zakaj imajo vsi tipi tam mišice? A se da to primerjati? Zakaj me kot fotra žalosti in sem zbegan, ko vidim nepolnoletno mulo, ki gre po cesti v belih pajkicah in oponaša vse tiste afne, ki so vzornice oziroma vplivnice na spletu, in zakaj sem manj zgrožen, ko vidim mulca, ki želi biti nakvihtan tako kot fuzbalerji, ki jih na pol razgaljene opazuje tam. Sem zgolj predmodern seksist? Se svet vrti nazaj? Dajte mi prosim pomagati. Odlično. Mislim, da je prva z nami gospa. Dober večer. Ja, dober dan. Živijo. Ja, dober dan, ok. S kom govorim? Ja, jaz sem gospa Nika. No, in pač jaz bi rekla, tako sem sicer mlada generacija, ne? Ok. No, in v bistvu tudi to spremljam Instagram in vse. In? In ja, to, kar ste zdaj govorili, me je tako prav, res, tudi mene je tako zabolelo v bistvu. Zakaj? Vas Nika, vem, da je to nespodobno, ste mlada dama, dam se ne sprašuje, koliko so stare, ampak ta podatek je danes kar pomemben, tako za druge poslušalke in poslušalce. Ja, pač tam zgodnjih 20 letih. Odlično, to je to. No, in pač jaz bi rekla tako, ne, v bistvu moraš imeti do vsega neko kritično distanco, in tako kot pri drugih stvarih tudi do teh družbenih omrežij, ne, ker pač eno je, da nas vse v bistvu ni res, da to ne vpliva na nas, pač 100% vpliva, in tudi s tem, ko mi to gledamo, nekako spreminja
pač, kako bi temu rekla, spreminja nam tudi to, kako gledamo na svet. In Nika odlično pač spreminja vaš odnos do tega, vaš pogled na svet, verjetno pa tudi postavlja neke standarde. Nika, jaz bi rekla, sama socialna omrežja, že s tem, da smo gor, vsem nam pač v bistvu spreminja realnost. Ne? In, se strinjam, ampak danes govorijo o seksualnosti, pa morda ne samo in zgolj v kontekstu socialnih omrežij so lep primer, ampak kompletne naše kulture, da ne rečem tudi pop kulture in seveda tudi marketinga, oglasov in tako naprej. A se kdaj Nika kot mlado dekle oziroma kot dekle v 20-ih ali pa ženska v 20-ih počutite pod pritiskom to pogledno? V kakšnem kontekstu tako pod pritiskom? Ja ne vem, da če mora recimo frendica izvesti popolnega selfija v tistih pajkicah, ki imajo celo noter nek patentiran mehanizem za privzdigovanje gluteusa, da morate potem tudi vi to storiti. Ne vem, ker nekako se ne družim s to v bistvu ne poznam nobenega v bistvu, ki bi na tak način uporabljal pač Instagram. Skratka, na Instagramu ne sledite nobenim influencerkam. To jih poznam pač prek Instagrama, ampak ne poznam pa osebno. Ok, poznate jih prek Instagrama, ampak oni verjetno predstavljajo nek vzor, neko usmeritev, neke meje dopustnega, so nekakšna referenca ali ne? Ne. Jaz bi rekla, da niso za vse referenca, pač tako, kakor ne moramo se vsi poistovetiti recimo z nekim načinom življenja, recimo, kakor se eni ne morajo poistovetiti s tem, da grejo eni pač vsako poletje na neke počitnice, ali pa to pač tudi eni se ne moramo s tem poistovetiti, da pač na tak način sebe predstavljamo in v bistvu... Na kak način? So lahko konkretno, na kak način sebe predstavljamo? Ja. Še vedno se niste opredelili, se vam zdi to spodoben način ali nespodoben način, ali so samo moje oči nespodobne, ker to na tak način gledajo? Ja, celih to je problem, ker v bistvu ti se počutiš, da si ti nespodoben, če to gledaš, ne? In pač tudi jaz recimo se počutim tako, čeprav sem ženska, ne pa gledam ženske. Ja, ok, to me zanima. Obstaja razlika med spoloma ali še vedno lahko ugotoviva, da so ženske pogosteje in bolj eksplicitno reducirane na seksualni objekt znotraj naše popularne kulture, marketinga in podobnega? Ja, pač to pa ja, so. So? Ja, mislim, ženska je na večjih področjih, a ne, pač ni zdaj samo zato, ker se izpostavlja pač družbena mreža, ampak pač je bila že prej ženska na nek način, pač bi lahko rekla, da je bila, so nekateri na ženske tako gledali in pač to se je zdaj sam v bistvu s temi omrežji se je to pač sam nekako je dostopno pač vsem, da vsi to vidijo. Pač v bistvu ta omrežja, pač eden je rekel, pač en psiholog, ne, v bistvu ljudje na omrežjih pokažejo svoj pravi obraz, ne, kdo oni res so. In pač tudi s temi komentarji, če kdo daje pač te opolske komentarje, to pokaže pač kdo je, ne. Opolski komentarji? Ja. Ok, recimo, kje pa meja? Meja za koga zdaj? Ja, meja, prek katere recimo spodobne punce pa spodobni fantje
ne bi smeli iti, po vašem mnenju? Jaz pač zagovarjam to stališče, da se vsak sam odloča. Ne? In jaz ne bi rekla polnoletnemu človeku, pač, kaj lahko, pa kaj ne. Ampak če je polnoleten, bo prevzel pač neko odgovornost za to, kar dela. Ampak na Twitterju pa spet nekdo prav fatalistično ugotavlja, da pravzaprav s to pretirano korektnostjo in s tem zgražanjem, ki sem ga tudi jaz postregel v samem uvodu, se na nek način oddaljujemo od samega sebe. Ne? On je zelo fatalistično napisal, da s tem zreducirano namigujemo, da je to nekaj slabega, kot da naj bi bili nekoč na neki višji ravni. In se sprašuje, smo bili kdaj kaj več kot briderji in inkubatorke. Da je to vedno z nami, da se samo manifestacija spreminja, še dodaja. Ampak spet pa dodaja, da bi si želel, da ne bi bilo tako. Mislim, človek je lahko še marsikaj, ne? Jaz ne verjamem, če so to, da bi bili zdaj samo to, ne? Pač človek je marsikaj, ampak pač vsak se pa samo odloča, kaj bo delal. Ok, ampak pravite, da teza oziroma da trditev, da so pa ženske večkrat kot moški uporabljene na seksualen način znotraj teh vsebin, pa drži. Ja. Dajte poskušati to še dokazati. Da ne bom sam jaz, da bo vsaj dva, ki se nam tako zdi, pa da izzoveva še neko širšo debato. Zdaj nič 1 475 2202, dajmo. Izvolite, Nika. Pač, prav tako nimam znanstvenih dokazov, ker psihologija... Pa se ni znanstveni dokazi, ne? Sej, toplovodni znanstveno, tukaj govorimo o tem, kaj opažamo. Lahko vam jaz pomagam, recimo tudi v reklamah za vilede ali pa v reklamah za recimo neko gnojilo za vrt so recimo očki lahko blago aseksualni, pa smotani, pa zavaljeni, tudi s trebuščkom in očalčki. Mamica je vedno hot. Ja. Mamica je vedno hot. Zdaj, lahko, da sem samo jaz tako izprijen, ne, jaz govorim, kaj jaz opažam. Ne, pač vsi smo na tak način podvrženi v bistvu temu, da gledamo stvari pač na tak način. Pač niste sam vi, ne? Pač jaz se ne bi strinjala, da ste zdaj vi da smo, na jaz, nek način. Jaz ali moški? Ne, vi pač kukar Šalehar. Aha, jaz kot Miha, ok. Ja, ok, Nika. Ampak ja, pač to sem hotela reči, da pač ženska je bila tudi že prej mogoče videna na tak način, ni nujno zdaj zaradi omrežja. Ne, absolutno, da je bila prej. Jaz govorim, to je vaš čas, ne? Včasih so bile te ženske upodobitve naravnost vulgarne še v reklamah v 80-ih letih, pa še prej, ne? Ta zgodba ima dolgo brado, ampak govorim, zdaj v letu 2022, ko smo hiperkorektni, ko smo ozaveščeni, ko je gibanje Me Too za nami, se mi zdi pa, da je realnost dvolična v odnosu do tega, do odnosu do kreposti, ki jo posedujemo. Nika, najlepša hvala za enkrat. Hvala. Živjo. Nič 1 475 2202, nadaljujemo, dober večer. Živjo, Miha. Živjo, s kom govorim? Kamarat, veš, kaj so včasih igrala, dolg nisem klical Ajva pri telefonu. Ajva, živjo. Ja, so včasih Ajva, zdaj ne bova obujala teh spominov nesilnih, ker... Jedno sem, da se boš spomnil. Ja, pa to... A je to pomembno? A je to pomembno? Pokličete enkrat na 3 leta... Ker preden sem jaz tole poklical, je bilo že ta fatalizem ženske je že, tako se meni zdi, no, ta fatalizem ženske je že od pamti veka, ne, pa
pa so ga Rembrandti razni upodabljali, pa razni uni, pa tretji, pa so pol tudi kakšno žensko obglavili, ki so obtožili presuštva. No, ampak saj so tudi Davida naredili, pa tako naprej. Ne? Tako da... Ja, ampak sem ti povedal, da ni bilo tok dostopna fotografija, veš, ker mi smo po domač povedan še na anteno drkali, ne, bralne kastelice, tam je na črno-bele tele zgodbe, pisal na sredina antene, Okay. ne, in hvala. Ajva, dajva biti natančna. Ne? Tukaj sploh ne govorimo o pornografiji kot žanru. Ja, ne? nisem hotel o pornografiji govoriti. Ta žanr je relativno konstanten, ne? Samo teh megapikslov je več. Hotel sem ti povedati, da to ni od včeraj. Ja. No. In se strinjam s predhodnico, ki je rekla, da je gospa 20-letna, ne? Ja. Ampak ni artikulirala, kaj je 20-letna gospa ali pa kaj je Instagram slat, po domače povedan, da se tako izrazim, ali pa kaj je potreba po pozornosti, veš, ki jo ima mladina. Veš, to dajmo odpreti rajš. Ok, ampak sej, pa dajva recimo to v tak kontekst postaviti, ne? Recimo, a je kakšna stvar, ki je lahko alternativa tovrstnemu vzbujanju pozornosti, ne? Ja, lahko je alternativa. Včasih se je, veš, si rabu enega sla, ki je šel na konju ali pa na oslu čez 2 oceana, pa na 2 barki, pa je prišel takrat, ko so že vsi vedeli novico ali pa ki je bila že stara. Ok, to razumem. Ja. Je alternativa, danes pa to hitro šiba. Ne, ampak a veš, o čem govorim, ne? Oziroma, veste, ker se poznavate tikam. Lahko me že zmenila. Ne, zakaj mora recimo neka oseba, ki mi prodaja Viledo, zakaj mora biti v Žabah na postelji, ne? Zanimivo je, zato ker te Žabe predvsem asociirajo na Viledo, po mojem. A veš, ja, ne. Nekoga, ali pa ne mene, pa tebe, ali pa mogoče jih pa 70% pred asociirajo na Viledo te Žabe. Tako ki je una, veš, ki je reklama prisluhni školjki, ki greš na spis sred. A veš, mislim na... Ok, ja. Na svit. Za program Svit. Ja, tako. Ja, Ajva, kaj pa moški na drugi strani? Če pogledamo, a so moški pod podobnim pritiskom na drugi strani? Ja, poglejva, rečemo, če pogledaš en stereotipen ful, ki smo gledali, ko smo bili mulci črno-belga Tarzana, ki ga je igral kva je že bil? Johnny Weissmuller. Tako, Weissmuller, ja, je bil črno-belga. A veš, a ni bil on nek tip maneken pred vsemi Instagrami, pa še dobro je zatulil. A veš, in potem, kaj se je pojavila šele Čita, ne, je bila vsem simpatična, pa še Jane, ne. Ok, Ajva, zdaj malo nastopaš, ne. Daj vas izkušati odgovoriti na vprašanje. Ja, Johnny Weissmuller je bil pač postaven mladenič v tistih črno-belih časih. Če me spomin ne vara, je bil plavalec, ne. Tako, bravo, še plavate. Tekmovalni plavalec. No, glavno, hotel sem ti reči, to, ki je prej rekla ta punca, 20-letna gospa, koja je že bila pred mano, tudi če bi ti na tak način, če bi ti zdaj rečemo koledar naredil, ne, tako je en Murko, ne, ja. In vseh svojih podobah, črnih, belih, fetiših, ne, na 12 mesecev, ne, pa ga ni boga, da se ne bi 90% Slovenk začelo o tem pogovarjati. Tako kot včasih, to ni nič novega. To je res, ne, imamo koledarje z gasilci, ampak to je recimo eksces, ne? Tega je bistveno manj. Recimo koledarji kolega Murka, hvala, ker ste ga omenili, so pa pravzaprav na nek način izjemno mizogin žanr, ne? Ker on na tistih svojih upodobitvah ves čas pravzaprav simulira oziroma igra nek tipično mehanikarski koledar s pozicijami in pozami, ki so zelo ženstvene in pravzaprav namigujejo in sporočajo, da je to ženski žanr, ne? Ja. Kar je odlična iztočnica za naprej, ne? Ja, ampak ni to, a se ti ne zdi, Miki, da je to isti drep, vse skup sem, da prek Instagrama pa teh omrežij, pa teh selfijev, pa teh potrebe po pozornosti, da ne gre, sam s tem, da ne gre v tisk, pa da je prej naprej.
A veš, ta potreba poprej biti naprej, pa po jaz ne vem ti odgovoriti, ampak je zelo zanimiva tema. Ja. Ampak to ni nič novega, veš. Ja, to ni nič novega. Cepetec v nas. Rozamundo pa Urško so vsi opevali, pa ni bilo Instagramov, pa ni bilo koledarjev, pa ni bilo Murkov, pa ni bilo niti mene, niti tebe. Ajva Kumarat, najlepša hvala. Tudi tebi. Živijo. Lep večer. 01475-2202, toplovod danes ne rešuje sveta, pač pa duše od politike in vojna se umikamo v seksu popkulturnih in marketinških kontekstih ter razlike med spoloma, dotikamo se tudi naše dvoličnosti. Kdaj smo dvolični, a se vam zdi, da smo kdaj? Kak je odnos družbe oziroma vas do popkulturne seksualnosti? A je to ok? Na kak način to doživljate? Kot opazovalec najprej in morda kot opazovalec nekih posrednih vplivov pri sebi ali pa mogoče celo pri vaših potomcih. Gremo naprej. Dober večer. Dober večer, Miha, David tukaj. David, živijo. Jaz mislim, da se ti samo malo staraš. Ne, tudi jaz sem absolutno tega mnenja. Ja, pa vem, da si Ata, a imaš čerko mogoče? Tudi. No, jaz tudi. Sicer je še toliko majhna, da še ne morem glih seksualnosti povezovati, ampak verjetno se zdaj najdeš v tej vlogi, da ko so punce stare 20 tu, da že projiciraš svojo hčerko, ne, in pol sebe vidiš kot nekega starca, ki se slini po njej in ti tam misel ti ne da miru, ne, in zaradi tega zdaj drugače gledaš, kot si gledal 10-20 let nazaj na pač mlade punce, ko si se ti slino z veseljem, pa je bilo to vredo, zato ker si bil dovolj mlad. Ja. David, nekaj bo v tem. No, David, sploh me ne moti. Ne? Jaz sem bom rekel, v vodu razlagal oziroma pojasnjeval nek prizor, ki sem ga zjutraj opazoval z mojim kolegom Macijem. In seveda jasno sem pomislil tudi na to, ne? Jasno sem pomislil tudi na to, da popkultura, bom rekel, družbeno omrežne reference in marketing na nek način vplivajo tudi v smislu nekih vrednot na nas in seveda tudi na naše najmlajše. Pa dajva o tem razpravljati. Jaz mislim, da se tekom najnega življenja ni seksualnost kaj bistveno spremenila. Tudi to, kar gledamo po medijih, če gledamo kakšen videospot iz 90-ih recimo. Ali pa iz 80-ih, John Jett, ista pašta. Ja, je bilo prav enako golote, prav enako seksualnosti in nabitosti. Madonna. Ja, to evo, gledaj, tako da tu zadevno bi rekel, nismo nič se spremenili v zadnjih 20-30 letih, pa moče še več. Zdaj pač, da lahko to vsak sebe objavlja, kakor hoče prosto, ne, to je precej drugačno. Ja, David, ampak smo se spremenili. A veste, James Bond je nehal ženske tapkat po riti. James Bond je nehal biti tak hud prešuštnež. Zgodilo se je gibanje Me Too. Vaš čas na glas govorimo, da nismo to, ne, da so, bom rekel, da naj bodo ženske v popkulturnem in takem kontekstu pač osebe, ki prinašajo kako drugo vsebino onkraj riti dojk in kar pritiče tej sveti dvojici. Ja, če si mogoče malo treki, ne, da si gledal Star Trek, ne, bude prvi del, pa boš videl, žensko, dansko fejst udari. Ne, res, čist prvi del Star Trekov, ne, jaz vam obožujem, mislim, razen zadnjih, ne, ampak zelo sem popustil na to. V prvem delu jo konkretno mahne, eno, ki izgubi, se ustraši, ne, in jo udari in reče, spravi se k sebi ženska. In je bilo to takrat družbeno popolnoma sprejemljivo, ne, tak je bil normalni način obnašanja. Ampak, če smem nekaj drugega, zdaj, vzrok, zakaj se to dogaja. Jaz mislim, da danes smo zelo naštudirali psihologijo in moških in žensk. In mislim, da moška psihologija pač smo nekje v podzavesti naravnani na to, da hitro opazimo žensko podobo. Ja.
Zdaj, če damo čist primer, ne, naredim lahko to kdorkoli, vsak moški, ne, ta preizkus, ne si odpre neko naključno, v Google recimo neka naključna tipka noter, pa pogleda samo slike, pa kak hitro bo opazil, da je ženska podoba na eni določeni slikici od 20-30 recimo. Dosti prej boš opazil tisto podobo, ki ima žensko gor. Recimo, če samo rečemo, da gledaš nove avtomobile, Ja. pa avtomobil, ki bo vzame žensko, bo imel dosti več opažanja strani moških, tudi več prilikov. In tu zdaj gre čisto na podzavestnem nivoju. Zato, ker opazimo, smo kot lovci, mi smo hodili po naravi, pa ko smo videli žensko, to je bilo huje, ko pa si videl fajn srno. Pač dobra ženska je pomembnejša od srne, če smem tako reči. In to je ta trik, zato recimo na sejmu v Bologni ali kje že zraven avtomobilov ali pa na motociklih sedijo ženske. Tako, ker avti pač radi gledamo, pa če daš še žensko zraven avta, bo pa še več pozornosti pritegnilo. In samo za to gre, lovljenje moških pozornosti. Pri ženskah verjetno zadeva malo drugače funkcionira, drugače bi tudi imeli polno golih moških, pa mislim, nimamo jih toliko, Ja. Tam so bolj občutek, recimo varnosti, ki ga ženska potrebuje, bolj neka inteligenca, skrb za družino, neke druge vrednote hodijo v ospredje, ki jih ženske prej opazijo. Mislim pa, da ženske nimajo nekega takega osnovnega triggerja, ko ga imamo moški, v smislu, da samo pokažeš nam 2 kroga, s piko na sredini, pa že imaš našo pozornost. Mislim, da pri ženskah ni nič tako enostavnega. Ampak zakaj pa to obsojamo po drugi strani, če je to, bom rekel, eno tako antropološko dejstvo, da smo pač, da nam pač... Obsojamo lahko vsakršno zlorabo teh psiholoških spoznanj. Ja, kje pa je meja, kdaj pa rečemo temu zloraba? Ko gre za zavajanje, ko ti kupiš avto zato, ker je dobra ženska ob njem, in pol misliš, da ta avto je pa seksi, pa bo privlačil take ženske, to je zavajanje, Pol pa kupiš Alfa Romeo, recimo. No, recimo to, da pride hčerka domov, pa da reče, da želi imeti umetne ustnice, silikonske vsadke, zarit in večje joške, ker pač se Instagram in reklame in pop kultura šibijo od tega, je verjetno tudi ena neželena posledica, da rečemo, sej to je to, sej tako bo pač dobila več pozornosti od moških, njena možnost izbire se bo ustrezno razširila, lahko bo izbrala boljšo partijo, ampak ni to en blazno mizogin in kretenski pogled na stvar. Je, ampak mislim, da je to ena faza, ko mora vsaka mlada ženska iti skozi njo, da vidi, da preprosto ni to, da se bolj vpraša, ali res želi imeti moškega, ki bo padal na njo zaradi botoksa ali pa umetnih... Pa sej ne rabi daleč, samo spodaj desno pogleda, če vidi, da ima 33 milijonov sledilcev, je stvar jasna. Ja, ampak... Naša šahovska velemojstrica jih ima pa 13, Ali zdaj gre tu za tekmovanje, v lajkih, v tem domu ima več sledilcev? David, ne gre za tekmovanje. Na koncu, če boš ti delal posel iz tega, pol razumem, da ti pomembno, če ti še nekaj prodajo zraven, pol razumem to. Zdaj, da pa najstnice tekmujejo med sabo, ta je druga pesem, pač to mora dati skozi neko obdobje, da pol, kaj bi rekel, odrasteš, da spoznaš, da te lajki sploh niso pomembni, zato ker na koncu želiš imeti enega deda poleg sebe, kakršnega koli, pa tisti te ne gleda. Njemu želiš ugati. Če želiš seveda tako monogamno, življenje lahko pač razvrat, David, odlično. Potem, ko ste me globoko užalili v samem začetku, so odlično občevali. Najlepša hvala. Tudi tebi, Miha, ostani črn. Ostal bom črn. Spoštovane in cenjeni, s tole debatko nadaljujemo takoj potem, ko skočimo Podmežakljo pogledati na kratko, kaj se je zgodilo. Tomaž, živjo. Živijo, lepo zdrav, veselje v Podmežakli. Jesenice so po podaljšku v prvi minuti podaljška, pravzaprav v 49 sekundi, z igralcem vreč preko Finca Jesperja Vikile prišli do zmage 4-3 in so v seriji do 3 zmag zdaj izenačili na 1-1. Tretja tekma bo v četrtek v Asjagu, potem pa v soboto znova v Podmežakli. V zadnji tretjini je v 53 minuti Lukaš Čap, ki je bil na koncu
koncu izbran tudi za najboljšega igralca domačega moštva, dosegel res izjemen gol, ko je zadev levi zgornji kot gola vratarja Gianluke Valinija. Potem so v 57. minuti preko Svetine domači zadeli še prečko, bili blizu že takrat uspeha, no potem pa v podaljšku gol Vikile, ki je pred golom podstavil palico, plošček je zletel mimo vratarja Valinija za zmago Jesenic in veliko veselje v Podmežakli, torej v seriji je zdaj izid izenačen 1-1. Kolega Langi, najlepša hvala, se mi zdi, da je bil malo vesel. Matic, bil. Toliko o pristranskosti. 01475-2202 nadaljujemo s toplovodom, ki gre danes stran od vsega in nekako v pomlad. Eno tako splošno vprašanje, kako naj v korektnem letu 2022 gledamo na marketinško in popkulturno seksualnost ženskih pajkic in moških mišic. Ali razlika med spoloma to pogledno obstaja, ali smo kdaj dvolični in tako dalje. Odzivi na Twitterju, mož iz Loke se križa, ne? Da je ta teza, da nekdo kupi avto na podlagi tega, kakšna promotorka se nam naslanja, popolna neumnost. Ampak se mi zdi, da je David na zanimiv način to pojasnil. Nina se je obregnila v reklame in našla menda en sam primer tam nekje z konca 90-ih. Kdo se spominja Hane Suralove? Mislim, da je oglaševala neke produkte za debakterizacijo gospodinstva in ni naprav. Meni se Hana Suralovo iz reklame za Bref je bil točno, sploh ni zdela hot. Nina, ti si punca, meni se je takrat Hana Suralova zdela na tak sprevržen način blazno hot. Ampak to je že druga tema. Dober večer. Halo. Halo, živijo, s kom govorim? Živijo, Petra tukaj. Petra, živijo. Ja, joj, Mihin, lahko prvo povem, da te nisem klicala že po mojem 10 let. Ja, odlično, samo prave teme je očitno treba zastaviti, ne? Ja, ne, čisto slučajno sem danes ulovila tu in se rekla, evo, danes je pa dan. Odlično, Petra, kako ste vi s tem? Ja, kaj ne rečem, joj, ful stvari imam za povedati, pa ne vem, če bom lahko vse povedala. No, kje bi začela, ne? Kako zdaj predstavnica ženskega plemena gledate na to? Ne prepovem. Moj Instagram ima 20 sledilcev, ko jih poznam v živo in pač meni se to izpostavljene ne zdi prav, ne. Si pa mislim, kdaj, ne vem, ko pogledam kakšen uni neumen video tam na netu in si mislim, pira, gledajo, žensko ima OnlyFans, pa ne vem kaj, pa vilo, pa ne. Duvi, kaj ona dela vse v tem življenju. Ampak okej, pač jaz tega ne bi nekoli. Okej, zdaj smo malo zašli, pač v marketingu, ne, nas zanimajo ženske. Ja, v marketingu, v popkulturi, videospoti, naslovnice revij, avtomobilski oglasi za Bref. Ja, pač tu izvira že od dolgo časa nazaj. Ne, pa greva govoriti o moških. Kakšni so pa moški? Ja, mislim, to prvo, kar sem htela povedati, ne, je, jaz v bistvu delam v podjetju, v katerem je tipo 97% moških, ne. In moški v proizvodnji imajo lahko pač koledarje z nagimi puncami, ne. Okay. Punce pa ne smemo imeti koledarjev z nagimi fanti, ne. Petra, samo trenutek, a jaz prav slišim? Res. Vodstvo korporacije je presodilo, da imajo fantje v proizvodni lahko nagice, punce recimo v administraciji pa ne smete imeti gasilcev. Ja, recimo pa so gasilci, mislim, če mene vprašate, ste dosti bolj spodobni od nagih punc, ne. Ampak okej, ne, in že tukaj izvira ta razlika med moškim pa ženskim spolom, ne. Pač ženske so bile v preteklosti vedno nek point seksualnosti, pač ne vem, reprodukcija, dajmo jih gledati, da bomo naredili več potomcev, bla, ne. In pač moški so pač moški, ne, oni samo špicajo seme in zato, da tu naredijo, morajo ženske ful lepo zgledati, ne, in
tu je pač point reprodukcije, ne, in zaradi tega je pač tako, je tudi marketing pač stavi ženske noter. Plus tu, ne. No, ampak Petra, tukaj zdaj v tem, kar izvajate, je ena taka blazno nevarna ideja. Ja, Ne, da je mogoče vse, res. ja, da je vse to posledica tega, pravzaprav je že David začel s tem, ne? Ja, Da je- da je- da je- saj da je- sem rekla, da Ampak- moram tudi povedati, da se ful strinjam z Davidom. Ja, Kako se ja. strinjate s tem? Jaz sem pravkar dognal, da je to ena izjemno nevarna in spet bom rekel mizogina teza, ne? Da je moški tisti, ki že celo antropološko zgodovino tava po savani in motri, katera se mu bo zdela najbolj privlačna in potem se mu zmeša, opravi svoje in je to pravzaprav ta gon, ki razvija človeštvo. A ni to trapast? Ja, se je trapast. No. Se je trapast, se je vse trapast. A ni Instagram trapast? Ne govoriva samo o Instagramu, zakaj se Ja, vsi mislim, zapenjate? pač vse, kar se dogaja, je trapasto. A ni vojna v Ukrajini trapasta, vse je trapasto. Zdaj te dni. Ja, te dni. No, pa se pa ta... COVID ukrepi, pa vse je Okej. trapasto. Petra, ta konec zgodba, koncev, ne. ampak greva zdaj o tem Ja. govoriti, ne? Skratka, Ja. vi fantje v proizvodnji imajo lahko nagice, vi pa ne smete imeti. A je bilo kako pojasnilo strani vodstva, to morda lahko razjasni marsikaj? Niti ne. Niti ni bilo nobenega, ne. In ja, pač tako je že od vedno, ne. Pač ženska spada za štedilnik in moški dela, hardcore dela, služi kruh. Mislim, dobro, ajde, ne bomo šli tako v prazgodovino, sej delamo korake naprej, ampak večina zato Petra, so ženske. kje opažate korake naprej? Zdaj to, kar jaz poslušam, zveni grozno, ne? Kje pa opaziti korake naprej? Ma, ne vem, sej pride vsake toliko, kakšna fajn reklamca, pa kaj za pogledati, kakšen fant, pa tu, ne. Ne vem, ženske itak imamo čist neke drugačne nagone, nismo toliko vizualni tipi, smo bolj, ne vem, za poslušati, pa za si domišljati, ne. Okay, Pač drugačno vrsto seksualnosti imamo, ne? Saj pravijo, da so moški z Marsa, ženske z Venere, ne? Tako da tle se ful tu pozna, no, bi rekla. Ok, Petra, ne, zdaj, če mi izdate ime podjetja, bova midva zdajle, mislim, da sem pravkar ozrl orjaški torzo kolega Cireja, torej je v hiši, samo eskivira spet. Kdo, orjaški? Torzo. Ja, čega? Kolega Cireja, a ga ne poznate? Cire, a tu Cirej, ni fuzbaler, Ambrož Cirej je pa upravitelj toplovoda že celih 20 let. A ja, ne. Sem rekla prej, da vas poslušam enkrat na 10 let. To je pa odlično. Petra, ok, najlepša hvala. Ja, Ne, želel sem vodstvo podjetja pozvati, da naj upošteva tudi ženske. Tako, da naj upošteva tudi to pogledne ženske potrebe, ali pa naj prepove kakršnokoli seksualnost na delovnem mestu. Kakšen bi se vam pa ta ukrep zdel? Ne, to pol je pa že dolgčas. Okay. Ne, hecam se. V redu, ne, sej drugače je ful v redu. Samo pač tu glede teh koledarjev me pa kar mal boli, no. Petra, razumem. Najlepša hvala, pozdravite fante iz proizvodnje. Bom. Lep večer še naprej. Hvala, živijo. 01475 202, dober večer. Halo, dober večer. Dule, malenkost bova stišala sprejemnik, prosim. Če sem ga ugasnil. Odlično. Ja. Dule, pa ne spet povedati, da kličete samo zato, ker ne veste, kaj bi povedali. Ne živce mi ga taki, ker kliče pa ne ve, kaj povedal. Ne, to vi ponavadi poveste. A res? Ne vem. Zdravo sem. Skleroza. No, v glavnem hočem to bistveno razliko med moškim pa žensko, kar se zavedamo, vsi upam, da so moški vizualni tipi, da ženske bolj rade so opažene, da je jasna kulja tele modro, ne, kaj ima tele, no, dekolte,
dekolteje, pa še en kapjeh je, pa avtomobilih stojijo na polnage. Čakajte malo, vizualni Dule, dajte se ustaviti. Vi zdaj trdite, da ima Jasna Kuljaj dekolteje zato, ker so ženske rade opažene. Zdaj pa jaz postavljam vprašanje. Ker vijo, da moškim to odgovarja, da so nori na joške in reči. Kaj pa, če ona mora nositi kratko krilo in globoke dekolteje, zato ker mi to od žensk, ki take stvari počnejo, v medijih pričakujemo, od fantov pa ne. Ja, pričakujemo. To se ve, da je moškim to všeč. Ja. In ženske to vejo, se niso glupe in se tako oblačijo, da bi očina se vrgle moške. Ne? Recimo, če pogledamo, moški samo lepa mora biti, ker tudi pesem, ne? Ženska samo da je lepa, pa jo bo ženo. Je vse ena, snežilka in milijonarka. Okay, obratno ženske. Dule, ne? Ja, se ne moram povedati. Ja. Se je tudi tista pesem, izbrala si bo tistega tavelizga, ki ne vem, zbrizgalno najbolj brizga, ampak verjetno iz teh pohujšljivih pesmi, ki so pravzaprav ustvarjene po naših pričakovanjih, ki so pa spet verjetno družbeno konstruirana, težko karkoli sklepava. A to se drži, kar sva povedala? Ja, a ni lepo žensko pogledati? Je. Ja, Madonna. To je nekaj najlepšega, kreacija Božja. Recimo, ženska pa obraten. Ženska pa ne bo, ženska bo pa gledala, da bo star lahko 90, ampak zakaj pa potem, za razliko od Jasne Kuljaj, Lado Bizovičar ni v gatah na odru? Ali pa v pajkicah? Ženske pa niso tako vizualni tipi. Čeprav, tle nisem še sam... Je to res, ne? Recimo, po drugi strani pa ene ženske pravijo, da zato fuzbal gledajo, jih nič ne briga, ali bo 1-0, ali bo 100-0, pa ker so fantje. Mišičasti, športni, wow. Ne? Ampak ni to tragedija, ne? Vi gledate oglase za svedre, oglase za baterije, oglase za avtomobile, oglase za vilede. Povsod so ženske z dekolteji in v kratkih krilih. Sirota mora pa gledati nek šport 11 tepcev, na katerega ne da kaj dosti, da bi... To ni fair. Dule, najlepša hvala. Ja, pa plakate pa ste iznagam ženskam, ker jaz sem se že s kolesom enkrat zabal v tiste znak. Ja, sem padel po tleh. Jebem ti, tako je to. Ajde, živo. Jebem ti, Dule, tako je to. Hvala, živo. Evo, odlično sva tole razvila z Duletom. Eno zanimivo vprašanje se je izcimilo. Dober večer. Nič 1-475-2202. S tole Jasno Kuljaj, njenim krilom in dekoltejem mi je Dule dal misliti. Je to posledica tega, kar sta govorila David in tudi Dule, da predstavniki moškega plemena drugače gledamo na to? In na drugi strani spet Lado taki v dolgih hlačah in mu ni treba biti niti na pol minimalno eksplicitno seksualen, ali so to zgolj naše pričakovanja. Dajma ti ceno na brzino za premislek. Par taktov Madone. Ona je ena izmed prvih, ki je na pol razkrečeno sedela in hkrati rekla, ne me gledati kot seksualni objekt. Marija, najlepša hvala za tole reminiscenco. Voda popita, zrak podihan. Nadaljujemo. Dober večer. Dober večer, Mihi, je Tomaž pri telefonu. Tomaž, živijo.
Ja, Tomaž, jaz sem sicer vam rekel zamudil večji del oddaje, ne? Ja. Vem pa, kaj je tema. Ja, odlično. Ne? Pravzaprav na zadnje smo se spraševali, ne, zakaj ima Dule je omenil in izpostavil, da globok dekolte in kratko krilo. Ja. Ja, lej, kaj ne rečem, sej pač mali vedno, ker sem večji del oddaje zamudil in ne vem, kaj ste že povedali. Ampak sem poklical, ker glih slučajno je bila prosta linija. Ne? Vprašanje je bilo, zakaj ima Jasna Kuljaj globok dekolte in kratko krilo? Ja, tako ne, mislim, po mojem je dosti očitno, zakaj ima. Ne, ja, ne vem, zakaj. Ja, ona je tako kot politična stranka, ne, pač ve, na katero pač bazo cilja. Ne? In pač tista baza, ki jo pač posluša in pač cilja na novo in pač tako preprosto dobi več poslušalcev, kot se to pač sliši. Primitivno in ne vem kako, ampak očitno se je ona odločila, da pač da to ne prizadane njenega ponosa, a ne? Ja, zakaj? Da se razgali, a ne? Ker pač je očitno zakaj, a ne? Ok, zakaj pa potem Boštjan Romih zraven spodobno oblečen in ni recimo v mišič majčkih, da si ravno bi se marsikateri predstavnici nasprotnega spola, pa tudi istega spola ob tem nekaj premaknilo. Ja, jaz bom tako rekel, ne, mislim, moški, tudi če pač smo recimo zgorej brez, ne, ni nič preveč seksualnega na nas, ne, ker pač, mislim, ne me lahko kdorkoli napadne zdaj tukaj, ne, ampak meni se zdi, da pač ženske pač imajo prsti, mislim, moški nimamo izrazitih prsti in pač prsti so, po mojem, jaz ne vem, kako je to evolucijsko gledano, ampak jaz mislim, da pač moške po naravi pač prsti bolj privlačijo. Ne, Tomaž, ne se zdaj poskušati zvijati. Ne, zdaj, Jasna ima globok dekolte, pa ful kratko krilo. Ja. Boštjan Romih je pa v obleki zraven kot ministrant. Ja, ok, mogoče tak fant je pač zauženit, ne, vsaka tašča bi ga rada imela za zeta. To ne vem, ne, ampak nič eksplicitno seksualnega. Ja, mogoče pa on ima, ne vem, ženo ali kaj, pa pač njegova žena... Se Jasna ima tudi moža. Ja, mogoče je pač on se odločil, da pač to ni njegov stil. Zakaj ima Erika Žnidaršič pete, pa je tudi poročena, pa, omožena, ne? Igor Eugen Brgant ima pa klasično moško obleko. Ja, mislim, po drugi strani, ne, mislim, jaz čutim pač, mislim, mene prijatelj ženske, ne, ampak dejansko neka taka moška obleka tudi neko seksualnost izraža, ker podaja neko moč, a veš, nekega moškega, urejenega, močnega, ne, mogoče je to tisto, kar ženske privlači, ne to, da si, ker če si daš dol, ne, skratka, tisto moč, ki bo na koncu izbrala najkrajše krilo. Ja, tako, ne, to bi rekel, ne, ker pač se s kakšnimi puncami pogovarjaš. Ampak aj to, Tomaž, aj mogoče, da od človeka, ki, bom rekel, je liberalen, celo leve provenience, za kar se izrekaš, poslušam take traparije v letu 2020, ne, po vseh teh valovih superkorektnosti, po gibanju prebojenih, po woke sceni, po mitu gibanju. Tako bom rekel, ne, te stene mi to pa to, ne. Ja, ne, vi ste, oziroma ti si pravkar povedal, da obleka Igorja Eugena izraža tisto moško plenilsko moč, varnost, zavetje, ne, ki bo na koncu uplenila najkrajše krilo, ki se mu bo postavilo na ogled izmed mnogih. Ne, tako sem jaz razumel. Ja, jaz sem to pa trdil. Ja, po ne vem, 100 letih nekih tradicij in tega, da pač skozi moški, pač, ki so uspešni, ne, mi pač preprosto povezujemo, ne, neko moško to obleko z uspehom, ne, ker pač, če nekdo pride v kravati in skozi se pač že verjetno podzavestno ti misliš, ok, ta je pa uspešen, da si lahko pač privošči, ne, to obleko. Kdo koga? Ja, mislim, ženske so potem, ne, če ženske vidijo moškega, ki je oblečen v obleko, ali pa tudi jaz, če vidim, si predpostavljam, mogoče pa on pač ima denar, ima službo, je uspešen, mogoče bi lahko poskrbel za varnost, a ne? Pač, Tomaž, ne moram verjeti, da so na koncu prišla do tako vulgarnega patriarhalnega zaključka. Svet je pač neka patriarhalna zapizdina, kjer moč v oblekah izbira seksualnost v kratkih krilih. Zakaj moramo biti taki? No, pač, to si ti povedal. Jaz si tudi včasih rodan gor rekel, pa kravato, pa belo srajco, zato ker pač
jaz se pa tako bolj seksi počutam, kaj ne ti rečem, pač. Evo, pa se prišel odgovor, zakaj ima odlično. Tomaž, najlepša hvala. To je to. Ja, čau. Počuti se seksi še naprej. Živijo, čau, 014752202, dober večer. Dobro večer. Živijo, s kom govorim? Borut z Dolenjske. Borut, živijo. Zdravo. Zanimiva debata. Jaz bi tukaj dal sem dva mnenja ali pa dve stočnici, za razmišljati. Prva je ta, da se pravzaprav strinjam z podzavestnim spolnim nagonom glede žensk in moških. Pri človeški vrsti je edino pri človeški vrsti lahko tako rekoč postaran človek, moški, konkurira mlademu. Se pravi, 50-letnik lahko komot osvoji, konkurira za, 20-30-letnico, recimo 20-30, pol mlajšo, recimo, ne. In to dejansko, in to je, in seveda to obleka demonstrira. Pač, kljub temu, da danes je pač tudi, recimo, Jeff Bezos, ima six-packe, pa vsi morajo biti izklesani, tudi če so bogati. Ne? Borut, razumem, kaj želite povedati, ne? Ja. Druga stočnica pa je, ki bi rad povedal, da ti stereotipi, o katerih se pogovarjamo, ti stereotipi statistično gledano veljajo za, 1, 2, 3% ljudi, recimo v naših, se pravi, jasno, Kljaj, ali pa televizijska vodilca ne more biti vsak. Televizijski voditelj tudi ne more biti vsak. In na koncu, če govorimo o stereotipih, kot je nasilje, kot je, recimo kriminal, seveda so pač na smrt obsojeni, ali pa najhujši kriminalci so 99,99% moški, ne? Ampak to ne pomeni, da... Borut, ampak greva nazaj, nič proti Jasni Kuljaj, Bog ne da je, všeč mi je. Ampak greva k tistemu zgled, postarani tipi so konkurenčni, to je dejstvo. Ja. Tragično dejstvo, ne? Ampak torej postaran tip v obleki pravzaprav simbolizira to neko materialistično opolnomočenje naše družbene paradigme. A je tako? Lahko rečemo tako. Točno tako, ne? In na drugi strani je potem ženska razkazuje, če se vrneva k tistim pajkicam, k začetku oddaje, pravzaprav te neke povsem prvinske seksualne znake, kot Willendorfska Venera. Ja. Široke boke, veliko rit, rodila. Tako. Ja. No, ampak, a smo na koncu oddaje ugotovili, da smo kljub vsem tem gibanjem, kljub pohodu korektnosti, čist navadna predzgodovinska praseta? Jaz mislim, da proti podzavesti mislim, tako bom rekel, tako kot sem rekel, dejansko to, kar so zdaj omenila, kar so rekla, bi rekel, da velja za, ne velja za vse, oziroma bom rekel tako, se pravi, ko se človek ali pa živo bitje nasploh, se ne sem človek razmišlja ali pa ga vodijo na konji reprodukcije, pač mislim, bi rekel, vsa kultura odpade. Tako je, pač kaj ćva reči, mislim, in to zdaj, a to zavestimo, sami pri sebi imamo pod kontrolo, ali to ne zavestimo in ven buta v takšni ali drugačni obliki. Ampak je težko. Ne, če greva k neki skrajno kulturni družbi, neka družba, ki bi bila popolnoma kulturna, a bi v njej spola kot tak ali pa spoli kot taki, da bom še bolj korektni, sploh obstajali na tak način? Kot prvo, taka družba ne obstaja, tudi recimo, v Vatikanu in naprimer, kjer so pač deklarativno proti, pač imajo svoje stališče, vemo, da so razkrili marsikaj, da ne bom zdaj... Bog pomagaj.
Ja, Bog pomagi glede tele afere homoseksualne prostitucije v Vatikanu in tako naprej. Ne? Ampak v glavnem hočem povedati, da točno to, ta razlika med našim racijem, kako bi stvar mogla biti in kaj potem naše telo dejansko potem vzeme v naši intimni v krilju noči, ne, kaj se to dogaja, ne, potem je, se pravi, to je spet govorimo o enem takem večni bitki med instinktom oziroma živalskostjo pa nekim transcendentiranim človeškim bitjem, razumnim. Ja, živalskostjo in potencialom, ki nam je bil vdihnjen od Bog ve kod, če ne od Boga, da postanemo kaj več. Tako je. Borut, odličen zaključek oddaje sva spohala. No, evo, me veseli. Najlepša hvala. Srečno. Ja. Spoštovani in cenjeni, ura je odbila, Matic tole zapakira in postavi na splet, kjer vse skupaj lahko dobite in še sveže zaužijete, tudi na vaših dostavljačih podcastov lahko to redno dobivate, če stisnete tipko naroči oziroma subscribe, pa še pa komentirate tam lahko. Približno v takem tempu in s podobnimi temami nadaljujemo kak teden čez volitve, potem pa naprej. Lahko noč.